priznanje kongresni ambasador je priznanje, ne, ko ga slišim in mislim, da je tudi spodbuda za naprej, da se takšnih stvari, da se človek loteva kongresov in podobnih akcij, ki so morali biti včasih malo nenavadne za vsakdanje delo, ne. Čeprav pri raziskovalcih je pravzaprav teh kongresnih ali pa srečanj, konferenc razmeroma veliko in se s tem kar pogosto ukvarjamo. Načeloma je vsaj za nas v prvi vrsti vedno izmenjava dobrih idej, tega, kaj se dogaja, ne, se pravi strokovna izmenjava, seveda pa to s sabo potegne vse tiste male podrobnosti, srečevati se z ljudmi tudi v nekoliko bolj neformalnem okolju, malo bolj prijetnem. Ne, včasih rečemo še posebej mlajšim kolegom, da pravzaprav so najbolj pomembni so pavze za kavo, ker tam se največ zmeniš. Ljudje pač pazijo na oboje, torej da grejo nekam, kjer dobijo strokovno informacijo in kjer dobijo tudi zanimivo doživetje. Vsekakor je to zelo pomemben element, ne, ker ljudje si zapomnejo ne samo strokovne detajle, zapomnejo si dobro kavo, tam so že rekli, da zapomnejo si dobro večerjo, zapomnejo si zelo lep izlet. Vse te stvari so zelo pomembne in pravzaprav vsaj kolegi, s katerimi dalj časa delam, ne, pravzaprav vedno potem grejo tudi privat, recimo na dopust v Slovenijo, ker so videli določene zadeve, potem grejo to pokazati še družinam. Skratka, zelo pomembno je to. Zakaj ne, z veseljem. Pravzaprav je teh konferenc, ko bo COVID odšel od nas, ne, se bomo verjetno vrnili v precej bolj aktivno konferenčno situacijo v živo, ne, dejansko v srečevanja ljudi in takrat bo mogoče spet zelo velika priložnost za Slovenijo, da se kakšne stvari organizirajo. Predvsem v živo z nekaj malo hibridnega. Vsekakor se mi zdi, da vsaj pri nas, pri naravoslovcih pa tehnikih je ta osebna komunikacija še precej bolj pomembna, kot mora biti pri kakšnih drugih, ne, in je dejansko srečanje v živo tisto, ki je ključno, vsaj za kakšne večje stvari začeti ali pa prestaviti. Na kavi, ne, ob kavi s kavo, pa z drugim človekom, mogoče tudi včasih v kakšnem kozarčku česa drugega zvečer, ne, je ta osebni stik zelo pomemben. Ne, strokovni stik prinese določene zadeve, to se da narediti prek računalnika, da se pisati, da se videokonference izvajati, pa vendar je dostikrat zelo pomemben to, da si pravzaprav zelo blizu človeka in se z njim pogovoriš iz oči v oči.